Ta naziv je gotovo priznanje za dolgoletno delo, ne samo meni, ampak vsej skupini, ki je uspela organizirati številne mednarodne konference in kongrese in v bistvu je spodbuda, da še kaj naredimo tudi v bodoče. Gre za izmenjavo strokovnih, znanstveno-raziskovalnih znanj in tudi za srečevanje z ljudmi, ki imajo veliko znanja. In tukaj smo bili letos, pa še prejšnje leto zaradi covida, precej omejeni, ker elektronske oblike srečevanja ne morejo nadomestiti osebnih srečanj. Take konference prinašajo zelo veliko koristi ne samemu organizatorju, njegovi inštituciji, temveč tudi Sloveniji. Namreč na ta način se lahko predstavi naše znanje, pridejo strokovnjaki, zlasti na mednarodnih konferencah iz celega sveta. Drug vidik je pa promocija Slovenije, namreč tukaj pridejo ljudje, ki veliko potujejo, ki imajo mednarodne povezave in vsi po vrsti dejansko brez izjeme ugotavljajo, da je Slovenija najprej lepa dežela, urejena in da ima ustrezno infrastrukturo za organizacijo takih sestankov. To je izjemna priložnost za promocijo našega znanja, za promocijo Slovenije in tukaj je ta pomoč s strani Kongresnega urada in drugih inštitucij, ki se ukvarjajo z organizacijo, bistvena, kajti mi smo pač strokovnjaki na svojem področju, ne premoremo teh organizacijskih vidikov in brez te pomoči bi seveda bila ta organizacija nemogoča ali pa bistveno bolj problematična in šibka in tudi ta vidik, torej ta logistika, ki jo Slovenija premore, to logistiko so prepoznali številni udeleženci iz tujine in so nam dali priznanje, da smo uspešni, dobri in se z veseljem vračajo. Konec 90-ih let sem organiziral en evropski kongres in je bil tudi en znameniti profesor znane klinike Mayo iz Amerike, ves navdušen in je potem se še 2 leti potem vračal na letne počitnice svojo družino v Slovenijo, ker je rekel, da tako lepo mu še nikjer ni bilo kot pa na dopustu v Sloveniji. To je tako, kot pravijo, vprašanje, če bo knjiga kot taka v tiskani obliki preživela. Mislim, da, ker je to le drugačno srečanje kot pa elektronsko, hipno, brezosebno in jaz mislim, da kongresi v tej obliki imajo še vedno perspektivo. Da dobiš organizacijo nekega takega mednarodnega kongresa v Sloveniji, ki je relativno majhna, mlada država, do nedavnega neprepoznana, se moraš zelo, zelo truditi, da ti zaupajo, da ti mednarodni forumi dajo zeleno luč, kajti tukaj gre dejansko za prestiž in številni tekmujejo, da dobijo organizacijo takega kongresa.